Pozdravljeni! Mesec je naokrog in GFML-jevci smo spet z vami. Pomlad že trka na vrata in s tem tudi vpisi na srednje šole in fakultete. Devetošolcem, ki razmišljajo o vpisu na našo šolo, smo pripravili zanimiv in pester informativni dan. Za bodoče dijake in dijakinje so na naši šoli 10. in 11. februarja potekali informativni dnevi. Prva prireditev je bila za gimnazijski program, kjer so naši dijaki predstavili, kako poteka izobraževalni proces na GFML, kakšni so bili njihovi občutki, ko so spoznavali bodoče sošolce in nove prijatelje. Pri predstavitvi so predstavili tudi pestro raznolikost med naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti. Tako so pri kemiji naredili poizkus, kjer so v času s kislino vrgli kozarec ter se malo poigrali z okostnjakom. Pri fiziki pa so pokazali malo čarovnije s tem, da je dijakinja z mislimi premaknila plovec v plastenki z vodo, nato pa še s kreditno kartico. Dijakinje, ki se učijo francoščino, so se predstavile s petjem francoske himne in z recitiranjem slovenske himne v francoskem jeziku. Pri španščini pa so predstavili svoj prvi del telenovele, ki so jo posneli lani v zadnjem projektnem tednu. Nemščina se je predstavila s skečem, ob vsem tem pa so omenili različne ekskurzije, ki jih čakajo v prihodnjih letih. Za obiskovanje tujih krajev pa je seveda potrebno znanje tujih jezikov. Da bi le te kar najbolje obvladovali, imamo na šoli dve naravni govorki. Good morning everybody. My name's Mrs. Lanchcombe and I'm a native English speaker here at the school. Whilst you're here, I will be with many different groups. But one thing stays the same, I speak English and only English. And then you can improve your English practice with me. You might be able to persuade me to speak some Slovene, but I do it very badly. I moved here 4 years ago with my husband and 2 children, and we have found many similarities between Britain and Slovenia, and a few differences. For example, you start school at 7 o'clock in the morning. In England, most children are asleep or maybe just getting up. Another difference is salad. You eat salad with almost every meal. In England, we eat it in the summer when it's hot. And that's it. And finally, another difference is snow. Here, you have loads of snow, the roads are cleared, you go to work, you go to school. In England, if we have more than a couple of inches, the country comes to a standstill. Nothing works. Now, if you would like to find out some more about British culture, and the similarities and differences between Britain and Slovenia, then I look forward to seeing you in September. Thank you. Hallo ihr zwei, ihr seid zwei des ersten DSD-Jahrgangs in Ljutomer überhaupt. Ljutomer ist ja jetzt eine der 7 DSD-Schulen in Slowenien. Könnt ihr mir vielleicht sagen, warum habt ihr mitgemacht? Eigentlich, weil man die Möglichkeit hat, in Deutschland oder in anderen Ländern zu studieren. Oder vielleicht, dass man die Sprachkenntnisse erweitert. Ja, wie schon Jascha gesagt, man erweitert seine Sprachkenntnisse und das ist halt eine gute Sache für die Zukunft. Man weiß nie, wann man es brauchen wird. Was habt ihr denn für Dinge im DSD-Unterricht gelernt, die ihr vielleicht im anderen Unterricht nicht gelernt habt? Ich habe zum Beispiel gelernt, dass wenn man mehr Antworten hat, dann kreuzt man die Antworten, die man schon genutzt hat, ab und dann verwechselt man die nicht. Und ich habe auch selektiv zu lesen gelernt. Das ist auch sehr hilfreich, weil es nimmt weniger Zeit und das hilft beim Test. Ich habe gelernt, Essays zu schreiben, also mit Graphen und so. Also das war sehr nützlich und was ganz Neues. Also das kennt man in Slowenien eigentlich überhaupt nicht. Und dann sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass wir eine 3-tägige Vorbereitung in Leibniz gemacht haben. Und wollt ihr vielleicht noch etwas sagen? Würdet ihr das DSD den anderen empfehlen, ja oder nein? Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist etwas für die Zukunft, echt was Tolles. Ja, auch der DSD-Tabor, den Sie erwähnt haben, war sehr gut. Also auf jeden Fall. Gut, danke schön.
Dijaki so predstavitev programa predšolske vzgoje začeli z lutkovno predstavo, nato pa predstavili, kakšni so njihovi predmeti in kaj pri njih počnejo. Pokazali so tudi, da znajo zaigrati na inštrumente in zapeti, poleg tega pa jim ne manjka plesnih gibov. Pri inštrumentih so posebej izpostavili kitaro, kjer so pokazali, da ni nujno, da igra kitaro samo ena oseba, enako pa lahko rečemo tudi za klavir. Predstavitev gimnazijskega in predšolskega programa pa je zaključil ravnatelj z svojim govorom. Obe predstavitvi je dodobra izpopolnjen odstop šolskega pevskega zbora. Po predstavitvi v Šicu pa so potekale delavnice po šoli, kjer so si bodoči dijaki in njihovi starši lahko ogledali, kaj počnemo pri pouku. Pri biološki delavnici so dijaki pod mikroskopom opazovali živila v različnih okoljih. Zdelo se zelo zanimivo, bolj kot jemanje snovi, zato nam zelo ugaja. Pri psihologiji so se pogovarjali o... Smo v učilnici 8, delamo po skupinah, imamo psihologijo, pa odgovarjamo na profesorci na vprašanja. Geografska delavnica je potekala v podnebnem vzdušju, kjer so se dijaki učili risati klimograme. Pri fiziki so dijaki... Preko enih delavnic, vaj eksperimentalnih, seveda z dodatkom profesorjev, potem spoznajo določene zakonitosti fizikalne, pa tako naprej. Skratka, kažemo fiziko v tej luči, kot je praktična stvar. Danes v naši skupini našim bodočim gimnazijcem predstavimo, kaj mi počnemo pri uri slovenščina. Na kratko jim pokažemo našo aktualizacijo raznih snovi, tudi videa jim pokažemo, pa če imajo kakšno vprašanje in nam to odgovorimo. Pri predmetu sociologije smo predstavili bodočim dijakom debato, pri tem pač razvijamo kritično razmišljanje in smo se soočili z različnimi argumenti. Debatirali smo na temo reveži so si sami krivi, da so revni, imeli smo pač stran propozicije in opozicije, ki so pač predstavile svoje argumente in se čim bolj probale soočiti s to temo. Kemijska delavnica pa je bila povezana s tem, kako s tekočim dušikom napihniti balon. Trenutno se ukvarjamo s suhim ledom in sicer v epruvetu smo dali suhi led ter dodali vodo. Videli smo s pomočjo tega balončka, kako je led sublimiral. Smo pri matematični delavnici, delamo s programom Cambri, delamo različne animacije, Klaudija, eno maskoto, ki dviga uteži, pa kako se oblači, ne vem, recimo klobuk pa tako naprej. V naši delavnici pa se danes učimo od pesem od Abbe, I have a dream je naslov. Tako pomole nas pridno profesorica Tirja, po domače povedano. Pri francoski delavnici pa so dijaki peli francoske pesmi, se predstavljali v francoščini ter reševali kvize. Za informativni dan smo našim gostom ponudili tudi domače pecivo, medenjake, ki pa jih nismo prodajali kar tako, ampak se je denar zbiral za akcijo botrstva, kjer smo pomagali nekaterim otrokom in njihovim družinam. Delavnice predšolske vzgoje pa so potekale nekoliko drugače. Pri matematiki so se dijaki učili o različnih oblikah teles, zato so ustvarjali origami. Z njih izdelamo kocke in tudi drugačne stvari. Najprej si izdelamo majhne koščke in nato iz njih stvorimo kocke. Izdelali smo tudi še večje. Vsak izdela najprej 6 majhnih in potem skupaj s pomočjo profesorice naredimo kocko. Pri plesni delavnici so dijaki plesali ples imenovan Medvedka. Plesali smo medvedka. Glasbena delavnica je potekala v smislu naučimo se zaigrati inštrument za določeno glasbo. Mi pa smo danes se lotili metodičnega postopka, kako otroke naučiti novo pesem, kako jih motivirati ter kako jih naučiti spremljavo k pesmi. Pri športni delavnici pa so dijaki in profesor ponazarjali, kako lahko otroke učimo varnosti v prometu skozi igro in igrali igro, ki bi jo lahko imenovali igra za oceno 5, če se vpišeš na GFML. Daneš 10, pa če se drugo leto k nam vpišeš, pa če boš imel srečo, pa te ne športno vzgojo učil, da ti bom prvo oceno dal 5. Pozabil sem ti povedati, kaj enkrat ne smeš zadeti. Koliko je? No in če malo naprej. Malo je pomagi, no. Recimo, ko si zadela 5, ne? Alja,
tako ga ti povem, kaj se ti splača k nam upisati. Znaš? 5 je zelo lepa ocena. Dobro, Obiskovalce je na izviren način usmerjal profesor Pergar, ki smo mu na pomoč priskočili tudi člani novinarskega krožka. GFML je kul! Ja! Zabavamo se na ful! Ja! Če hočeš biti kul! Ja! Pridi na GFML! Dragi obiskovalci, mislim, da izbira šole ni več vprašanje. Pridite na GFML. Čeprav vemo, da vam je zelo lepo, vas prosimo, da sedaj menjate učilnice. Hvala lepa. Informativni dnevi so torej uspešno za nami. In kaj morajo bodoči dijaki še storiti za uspešen vpis na izbrano srednjo šolo? No, vsekakor morajo zaključiti osnovno šolo. To je malo za hec. Drugače pa bodo zdaj v tem mesecu na osnovnih šolah izpolnjevali prijavnico za vpis v prvi letnik srednje šole. Datum, do kdaj morajo oddati prijavnice, je 23. marec. Po tem datumu so še nekateri datumi pomembni, na katere bi rada opozorila. In sicer 5. april je tisti datum, ko bodo znano stanje prijav na naših srednjih šolah. In od 5. aprila naprej imajo še recimo 14 ali pa 10 dni časa do 16. aprila, da prenesejo prijave. Se reče, brez kakršnekoli sankcij se lahko dvigne prijavnica na naši šoli, se jo nanese na drugo šolo ali pa z druge šole na našo šolo. Vse ostalo pa je potem že stvar ali bo omejitev na šoli, potem bodo seveda šole obvestile bodoče dijake, če je tam omejitev, in po 16. juniju bodo prinašali spričevala, dokumente, na osnovi katerih se bodo potem vpisali. Tako nekako je predviden ta vpisni postopek. Seveda pa, če so kakršnekoli individualne, drugačne obravnave, to pa potem v svetovalni službi skupaj z ravnateljem potem rešujemo naknadno. Dragi devetošolci, upamo, da smo vam razjasnili vse morebitne dvome in da se jeseni vidimo na GFML. V začetku februarja smo tudi mi obeležili slovenski kulturni praznik. Zadnje čase o slovenski kulturi slišimo veliko, saj je predvsem politično aktualna. Marsikdo se tako boji, da naša kulturna zavest nima prihodnosti in da se to vrstnemu udejstvovanju slabo piše. Tega se na gimnaziji Franca Miklošiča ni bati. Dijaki smo s svojimi mentorji tudi letos dokazali, da je kulturno življenje na naši šoli še kako živo. V petek 3. februarja smo 3. letniki pripravili proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika. V dvorani kulturnega doma smo pripravili recital izbranih pesmi, poigrali smo se s Prešernovo Urško in dramatizirali krst pri Savici, ki se je tokrat kot ločitveni postopek Črtomira in Bogomile preselil v sodno dvorano. Torej, gospod Poganović, in kaj je potem tole? Pa, to je papir, evo. Pa ne, slika, Marko, se trdili, da to niste vi? Gospa, sve pravi čujem, samo malo, odmah sam nazad. Halo? Čao Safet, kako stvari, kako majka, Pa evo moja isto dobro, evo, baš je kupila onaj novi moped, znaš, Tomos, dođeš da ga pogledaš. Moram da idem, ajde, čao. Vi se sploh zavedate, kje ste sami? Očitno je, da v moji dvorani prepovedano telefoniranje, celo pa me pisejo. Prosim, odgovorite na vprašanje, za koga ste se tako uredili. In to hitro. Pa dobro, ajde, bio sam s onom nevenkom, ali samo smo isti na svirov pored nekim. Gospod, ne lažte! Zdaj sem vas povedla, kako ste tam za kuklu se tako fajn z eno vkišivali, tako če bi jo ščeli po geste. Prasec, mene pa nisi nikoli hotel pogeste. No, draga porota, mislim, da imamo zadosten dokaz, da je naš obtoženec kriv. Hvala. Dogajanje na odru je zaokrožila komična predstava o tem,
kako so dejansko nastale Prešernove pesmi. Evo, Franc, enega dobrega izvolijo. Lepa. Prav sem opic, da lahko dokončam, kar še imam nedokončanega. Ohoho, koga vidim tukaj? France? Ja, kaj pa je tebe treba bilo? Dejte ljubo, dejte lepo. Nič, malo sem prišel Milko pogledat, ker jo pogrešam. Luna sije, kladvo bije. Trudne, pozne ure že, prijetne znane, srčne rane, tebi spati ne puste. Veš kaj, ej, tam je pa dovolj. Sem rekla, da iz tega nič ne bo. Kako boš pa skrbel zame, pa za otroke, pa za kmetijo? Prosti, bom kar šel. Glej, Minka, pa daj fantiču malo upanja, no, pa en kafe. Kavo? Ali prav se pravi kava ali kafe. A zdaj boste pa še vi začeli. Če pa je idiot pač preprosto Kaj? Prišel si k meni, mladi deklici, neporočeni materi. Vi se kar pogovorite, Franc je že v redu. Halo? O, vrba, čudovita. Ne. Vesela, draga. To pa sploh ne. Srečna, draga vas. Ej, to bi bilo pa super, Domača. Mojega očeta stoji traktor. Ker hiša mojega stoji očeta. Da uka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila bi... Prireditve zagotovo nismo spremljali z otožnostjo na obrazih, ampak se je kmalu po vseh koteh razlegel Prešeren smeh. Prešeren kot Prešeren in zagotavljamo vam, da kultura v Vlotmerki je in še dolgo bo. V okviru dobrodelne akcije zbiranja sredstev za dvigalo smo tokrat na GFML spet pripravili novo prireditev. Tokrat smo obiskovalcem ponudili 2 mjuzikla. V ponedeljek 27. februarja smo v športni dvorani v Ljutomeru prisostvovali odličnim izvedbam glasbenih predstav Ekonomske šole Murska Sobota in druge gimnazije Maribor. Pariz ali jaz je bilo bistveno vprašanje glavnih junakov, dijakov Ekonomske šole Murska Sobota, ki sta izvrstno odpela svoje glasbene točke. Lajnškova poezija se je odlično vpela v bistveno eksistencialno vprašanje odraščanja in želje po odkrivanju sveta. Mi smo danes nastopili približno s četrtino našega mjuzikla. Premiera bo 27. marca v gledališču Park, tako da vabljeni vsi, ki nas boste poslušali oziroma poslušate. Torej, vabilu se ni bilo težko odzvati. Mi imamo na Ekonomski šoli Murski Soboti novo šolo, leta 2008 smo se preselili, vse to, kar potrebuje oziroma namen, česar je bila današnja prireditev, to že mi imamo. Zato sva, ker je gospod Kustec moj dober prijatelj, šoli tudi sodelujeta veliko, sva pač prišla na eno idejo in beseda je stekla. Gospod Kustec je povedal, da pripravlja eno tako prireditev in ker smo mi v septembru začeli z enim takim projektom, s šolskim mjuziklom, smo se pač odzvali temu vabilu in z veseljem prišli. Bilo je res lepo. Lepo je nastopati pred tako velikim občinstvom. Moram povedati, da smo med počitnicami sedaj veliko vadili, tako da dejansko veliko, počitnic nismo ravno imeli, ampak mislim, da se je splačalo. Moram povedati, da bomo vztrajali, res, da bo ta prva premiera 27. marca in če bo odziv publike dober, bomo seveda potem z veseljem tudi večkrat te predstave tudi ponovili. Deček iz džungle se je na svojstven način dopolnjeval s prvo predstavo, kajti prav tako je njegovo glavno sporočilo želje po sprejetosti, ki seva iz dečka, z živalmi obvarovanega od sveta,
a vseeno polnega hrepenenja tudi po spoznanju človeškega, odkoder v resnici izhaja. Musical je v bistvu narejen po zgodbi od Richarda Kiplinga o dečku v džungli, čisto preprosta zgodba. Deček se rodi v džungli, ga najde, potem ga odraste v družini volkov in potem počasi odraste, preraste to volčjo družino in potem s težkim srcem ga pustijo in gre v indijsko vas, ker se potem na koncu z eno indijsko deklico potem poročita. Čisto taka enostavna, lepa zgodba, zelo posebej primerna mladim. Prišli smo nastopati na dobrodelno prireditev. Mi se zmeraj odzovemo, smo že delali recimo eno izkupiček cele dobrodelne predstave z enega našega bivšega člana. Pred novim letom smo delali tu za eno deklico, tudi za njen voziček. Vam smo se odzvali tako, da zelo radi se odzovemo na dobrodelne predstave, ker je tudi za otroke to vzgojno, da sami vidijo, da oni s svojim delom pri teh mladih letih komu kaj pomagajo. Čudovito je sodelovati v neki taki prireditvi, zato ker veš, da delaš dobro, pa hkrati tudi uživaš na odru ob tem. Mislim, da je čudovito. Ja, bilo je čudovito. Prvič smo, mislim, da kot taka skupina nastopali pred tako obširno publiko. Bilo je prav zanimivo in res fajn občutek, da s tem si tudi pripomogel k nečem dobrem. In zakaj dijaki sploh sodelujejo v muziklu? Zaradi tega, ker neke nove izkušnje pridobiva s tem, ko nastopava. Jaz sem se predvsem odločil zato, ker sem bil že navdušen nad tem muziklom, ko sem ga v mladih letih gledal in sem rekel, tu bom enkrat sodeloval in no, zdaj sem tukaj. No, predvsem zato, ker rada pleševa, pojeva in igrava. Potem pa, tako kot je rekel, dobiš izkušnje, veliko novih ljudi spoznaš, prijateljev in to ti pač potem pomaga tudi, da se razvijaš na osebnem in kulturnem področju. Fenomenalni pisani, skrbno izdelani kostumi plesalcev, svetlobni efekti in izbrane izvedbe uspešnic so pričarali enkratno vzdušje v dvorani, kar so gledalci pospremili s številnimi aplavzi in zadovoljnimi izrazi odobravanja po zaključku tega lepega večera. Ja, moram reči, da zdaj po nekaj minutah, ko je se stvar končala, sem se prvič oddahnil, zato ker je fenomenalno uspela in res hvala vsem obiskovalcem, ki so tako množično zasedli dvorano, da sem se že bal, da bo zmanjkalo stolov, ampak potem se je pravi čas nehalo. Druga stvar, tako fenomenalen nastop teh mladih, ker moramo se zavedati, da so to vseeno gimnazijci, to niso profesionalci, ampak to so vaši vrstniki. In pokazati toliko profesionalnosti je res nekaj izrednega. In to je pravzaprav tudi potrdil potem tisti aplavz na koncu, ne? Človek bi skoraj lahko rekel že ovacije. Tako da seveda ob vsem tem izkupičku, ki smo ga nabrali, je stvar več kot super. Prodane so bile 1403 vstopnice po 5 evrov, kar je naneslo 7000 evrov. Veliko, 2305 evrov pa je bilo tudi donacij ob tej priložnosti. GFML-jevci se vsem, ki ste kakorkoli omogočili uspešno izvedbo spektakla ali z nakupom karte ali donacijo, iskreno zahvaljujemo. Konec februarja pa sta zaznamovala in popestrila maturantska plesa naših zaključnih letnikov. Prejšnji teden je na naši gimnaziji potekal maturantski ples. V petek smo se plesa udeležili 3 razredi, in sicer 4A, 4B in 4C, v soboto pa so imeli drugi paralelki, in sicer 4E ter vzgojiteljski oddelek. Da pa je na maturantskem plesu vse potekalo tako kot treba, je zato poskrbela plesna šola Pindi. Na naših plesnih vajah smo se vedno imeli zelo lepo, saj nas je vsako uro naš učitelj Rudi znal dodobra nasmejati, obenem pa tudi odlično naučiti vseh plesnih korakov, tako pri standardnih plesih, kot tudi pri latinsko-ameriških. Maturantje zdaj obvladamo od dunajskega in angleškega valčka, pa tudi vse do malo hitrejših ritmov, kot so salsa, ča-ča-ča in tango. Po končanem uradnem delu pa smo dekleta lahko končno sezula visoke pete in vsi maturantje smo se zbrali na plesišču, kjer smo zaplesali še v ritmih malo bolj divje glasbe, za katero je skrbela skupina Viktori. Da bi staršem pokazali, da četvorka, ki smo jo plesali v uradnem delu, le ni tako enostavna,
je naš Rudi na plesišče povabil tudi naše starše in otvoril polnočno četvorko. Na plesišču je vladala prava zmeda, ki je izgledala zelo zabavno. Pozneje smo našo zabavo nadaljevali v Mitri, ne samo v petek in soboto, pač pa tudi v ponedeljek, ko se je naša maturantska zabava nadaljevala. Slavnostno četvorko in vse ostale plese smo odplesali kar na hodniku šole in ker nam to ni bilo dovolj, smo nadaljevali še kar po Ljutomeru vse do trga. Ugotovili smo, da je maturantski ples nekaj posebnega in najlepšega v srednji šoli, ampak vsega lepega je enkrat konec. Dr. Miroslav Novak je bil rojen v Cubru, osnovno šolo in gimnazijo pa je seveda obiskoval v Ljutomeru. Študiral je zgodovino in sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Fakulteti organizacije in informatike v Zagrebu in ga zaključil leta 1998. Naslednje leto je bil promoviran doktorja znanosti. Po Krajinskem arhivu Maribor je zaposlen od leta 1986. Ko sem prišel v arhiv, je bilo v Mariborskem arhivu približno 7 km papirja. Danes je 15. Ko sem prišel v Mariborski arhiv, smo imeli mogoče 4 telefone, danes jih je ne vem koliko. Ko sem prišel v arhiv, ni bilo niti enega računalnika, danes imamo, mislim, da sem zadnjič računal 10 strežnikov in okoli 20 terabajtov, če vam to kaj pove, tehle kapacitet. Ko sem prišel v arhiv, nismo imeli en pokvarjen fotokopirni stroj, ki je delal na veste, na moker postopek, ne vem, če poznate, če se spomnite, starejši se že vedno spomnite. Skratka, zdaj imamo menda 4 ali 5 ali 6 fotokopirnih strojev in tako dalje. Skratka, torej, marsikaj se je spremenilo. Ja, čeprav pa moram povedati, osnovne tiste postulati arhivistike se pa niso spremenili čisto nič. Torej, arhivsko gradivo je pomembno, arhivsko gradivo je kulturna dediščina, torej, principi provenience, torej, da upoštevamo gradivo enega ustvarjalca, o tem principu ustvarjanja fonda, to se pa ni spremenjalo. Ne? Tokratni obisk dr. Novaka je prikazal, kako in kje lahko svoje znanje in sposobnosti koristi informatik. Pogovarjali smo se med drugim tudi o tem, zakaj je arhiv kot institucija tako pomemben, kako se spopadajo z izzivom hranjenja sodobnega digitalnega arhivskega materiala. Problem je v tem, več, bi rekel, facet ali pa več zornih kot je treba opazovati tukaj. Eden je gotovo finančne. Mi se lahko gremo, bi rekel, digitalno arhiviranje, če imamo ustrezno infrastrukturo. Torej moramo imeti toliko in toliko giga, mega, tera, kasten, kaj še, bi rekel, moči za, bi rekel, da te stvari lahko izvedemo. Ampak to je v bistvu še najmanjši problem. Če vam povem, projekt Slovenskega javnega elektronskega arhiva je ocenjen na nekih 6-7 milijonov evrov, kar seveda pravzaprav niti ni tako veliko.
Ne? A veste, če smo recimo za neke druge stvari lahko recimo vrgli takole 2, 3, 4 milijone brez težav, brez rezultatov, potem seveda na nacionalnem nivoju to ni veliko. Ampak težava ni v tem, težava je potem dalje, ker mora cel sistem, cela infrastruktura delovati na ta način, da zagotavlja recimo, bi rekel, prvič, celovitost tega gradiva, drugič nespremljivost in seveda, da ni spremenjeno in tretjič, kar je najbolj pomembno, tudi javno vero. Torej, gradivo, dokumentacijo, ki jo imamo, ker smo na začetku rekli, da je pomembna za pravno varstvo oseb, mi ne moremo kakorkoli zadeve hraniti. Skratka, ta dokument, recimo elektronska, ena od zanimivih stvari bo elektronska redovalnica, po vsej verjetnosti, ko jo bomo sprejeli, ne, oziroma se začeli o tem pogovarjati, kako bomo to shranili. Zakaj? Zaradi tega, ker elektronska redovalnica bo po vsej verjetnosti osnova za neko izdajanje nekih potrdil. In če bo redovalnica neustrezno hranjena, tudi če ste jo recimo konkretno na gimnaziji dobro, če so na gimnaziji Ljutomer dobro vodili, in ustrezno k nam predali in če mi tega ne bomo ustrezno naprej hranili, potem smo izgubili vse skupaj, vse vaše delo, naše delo in vse skupaj. Skratka, z tega nismo dobili nič. Okrogla miza se je zaključila s polemiko o tem, da se odpre dostop do celotnega arhivskega gradiva, tudi tajnega. Glejte, zadeva je zelo preprosta. Ne? O tem imam svoje mnenje in ga tudi lahko javno povem. Ne? Nespremljivo je, da je država riskirala toliko in toliko denarja za približno 80 metrov, govorim metrov gradiva, in smo delali tukaj tak cirkus, ko pa 80 km gradiva bi bilo treba še bolje ohraniti. In zato smo recimo dali, ne vem, poprečno recimo rečemo 1 milijon, pa tudi 10 000 evrov bi bilo preveč za to. Ne? A veste, to je dejstvo, to nimamo kaj. Ampak dejstvo pa je drugo, da seveda posledica tega odpiranja in vedno bolj podrobnega popisovanja arhivskega gradiva zahteva tudi nekaj, da bom rekel temu, protiukrepe. Namreč mi imamo en zakon o varstvu osebnih podatkov. In ta zadeva je zelo, zelo za nas tudi pomembna. Na eni strani zahteva, da se arhivsko gradivo odpre, na drugi strani, da pa se zaščitijo, osebni podatki. Dr. Novak je bil zelo zgovoren. Podal nam je vse zahtevane informacije, ob nekaterih smo se pa tudi prijetno nasmejali. In smo že pri koncu oddaje. Več o dogodkih, ki smo jih predstavili tokrat, lahko najdete na naši spletni strani. Lep pozdrav, do prihodnjič.